Tole je osrednji objekt, ki bo obiskovalce naravnega rezervata na obrobju Kopra pričakal pred samim vhodom v park. Na slovenskih tleh je to en prvih objektov, bom rekel, montažnih za tako leseno zahtevno konstrukcijo. Arhitekti so dokaj zahtevni, kar se tiče izvedbe. Osnovna konstrukcija, ki z videzom posnema trstičje, je narejena iz lepljenega macesna. Svojevrstna posebnost bo tudi zelena streha. Govorimo o strehi, ki je dejansko živa. Na strehi bodo rastle rastline. Te rastline, rast tem rastlin bo pa omogočal substrat. Problem je s košnjo. Tu še rešujemo, bomo rešili. Po začetnih zahtevnih pripravah terena trenutno dela potekajo bliskovito hitro. Praktično kar danes vidimo, informacijski objekt, ki je zdaj postavljen, smo ga na terenu postavili v 8 dneh, kljub tudi 2 deževnim dnem. Zdaj, ko pa pride koordinacija vseh teh obrtnikov, tu je ta zahtevnejše delo. Tukaj pridejo zdaj še detajli same fasade, namreč objekt je poseben tudi zaradi tega, ker je nosilna konstrukcija vidna, ni kot pri običajnih lesenih montažnih gradnjah zaprta, temveč je ta zunanji skelet ostane zunaj, je fasada umeščena na notranjo stran. Celoten projekt gradnje infrastrukture je težak 3,3 milijona evrov. Objekti gre tudi za več opazovalnic, nov hlev in sanitarije, naj bi bili zaključeni sredi poletja. Celoten park pa bo zaživel predvidoma jeseni. Po 10 letih v bistvu trdega dela se tukaj v končni fazi zdaj postavlja center za obiskovalce. Zamud pri gradnji ni, tako da ja, tiste naše sanje se danes uresničujejo. In še o pašni živini. V parku so trenutno nameščeni 4 boškarini. Ko bodo gradbinci zaključili z delom, se jim bodo pridružili še 4 kamarški konji, ki so trenutno na varnem na bližnji kmetiji.